zanima za Kolizej, na kolegico Marina, so neki ukradli žlebove iz Kolizeja. A ste kaj seznanjeni s tem, oziroma kaj se dogaja spodaj s Kolizejem? To, če so ukradli žlebove, moram povedati, da res ni moja zadeve zasebna lastnina in nekaj srebi lastnik za svoje žlebove. Če bo prijavil, ne more prijaviti na policijo. Nisem ni seznanjen, enostavno čakam poročilo, ne preberko, ne Zavoda za varstvo kulturne dediščine na področju statike, in če bo to poročilo, bomo mi pač ustrezno ukrepali. Jaz sem še enkrat pravim prepričan, da bo to poročilo isto, kot da je že statik naredil in da je treba Kolizej potrti. In to tudi zagovarjam. Ste bil kaj stiki z gospodom Andaličem, glede Kolizeja, je kaj novega na tem? Ne, nisem imel nič v stiki z njem, jaz sem v stiki z njem bil večkrat po drugih vprašanjih. On ima kar nekaj investicij na področju Ljubljane in tu v Kolizeju se zdaj čakanje, v bistvu samo še ta zadnji papir, da se lahko umika zaščita. On je izpolnil vse tisto, kar je bilo možno, celo ponuduje na dražbi, da je lahko dokupi, ni bilo tudi nobenega. Država bi se lahko javila, kupila in naredila tisto, kar misli, da je prav. Tako da pravim, jaz sem prepričan, da to stavbo treba podati in narediti pravo stavbo. In sem prepričan, da bo tudi na pol drugo leto se začela gradnja na Kolizeju. Kaj pa naj se bilo znano, končno to poročilo statiko, kako zdaj čaka že kar nekaj časa? Koga bojo dali? No, kaj je to? To konca poletja ali ne? Ne me spraševati. Tam je treba vprašati drug naslov. Tiskaj naročil, ne, tis mora povedati. Jaz pričakujem, da bi bilo dano po mojem najpoznej v avgustu mesecu. In če bo tako, bomo pripravili pol sklepnje že za septembrsko sejo. Še kakšno vprašanje? Mene pa zanima, kdaj se bo zdaj zares začela obnova Kina Šiška? Kako je zdaj s tem? V četrtek naj bi zdaj Elea, to je naš projektantska organizacija, ki je bila zbrana na javnem razpisu, dopolnila še zadnje nekoče podatke in naj bi bilo tak dan dovoljenje, potem takoj naslednji teden. Če bo to držalo, še neke stvari je treba za izpolniti. Mislim, da upravna nota je tu ravnala korektno, mi bomo potem pazivalci tu uredili zadevo. No, pa še to me zanima, ravno na upravni noti so rekli, da v bistvu je MOL šele maja meseca dala vlogo. In me zanima, zakaj, glede na to, da se MOL pa ST že februarja. Ni MOL dalo vlogo, zadeva je bila jasna, da gre za, mi smo tam pogodbo sprejeli, dobili, mnenje je bilo, da ne bo teh problemov pri požarni zaščiti, tle je bila neka nova zahteva in je projektant dopolnjeval, mi pač ne rišemo, v tiske rišenje to zadevo, pravim Elea je dopolnjala to vlogo, res je. Vse, kar je se povedali, drži in še enkrat pravim, upravna nota ravna zelo korektno. Ampak dejstvo je pa to, da zdaj bi v bistvu mogla biti ta obnova že zaključena. Bo pa zaključena, ne takrat, ko bo zaključena. Jaz mimo gradno dovoljenje ne moramo delati. Tisto, kar je bilo možno narediti, se pravi odstranitev, staro opremo, odstranitev nekih stvari, to smo naredili, to je ST naredil in čim bo gradno dovoljenje, bo začel delati. Ampak kdo je potem kriv, da je zdaj taka prazna zamuda? Projektant. Bo potem tudi plačal kazen, ker v pogodbi piše, da bo za vsak dan zamude kazen plačal. Kateri pogodbi? Pogodbi, ki ste jo takrat februarja. S kom? Z MOL pa SCT. Jaz še enkrat pravim, dajte poslušati, projektant je kriv in ravnal bomo po pogodbi, ki piše z njim, od kakšne kazne ima. Tle SCT ni nič kriv, če ne mora začeti delati. Mi bomo njegov vedeli delo, ko bomo gradno dovoljenje. Tako da treba gledati projektantsko pogodbo. Projektant je kriv. Ne SCT. SCT še ni začel delati. Koliko je se civilna izgleda do vrednosti vsega skupaj te obnove znašala? Vse imamo pogodbo podpisano z SCT. Mislim, se bo kaj spremenilo, glede na to, da se zdaj te zamude? Ne bo se nič spremenilo, pogodba ostaja v veljavi.